Učenci so s pomočjo likovnih izdelkov predstavili zgodovino ter naravne in kulturne znamenitosti posameznih evropskih držav, pripravili pa tudi zanje značilne jedi. V današnji projekt je bilo vloženo veliko truda, učenci delajo na tem projektu skozi celo šolsko leto, tako med rednim poukom, kot tudi pri dnevih dejavnosti oziroma ob pouku v njihovem prostem času. Je pa medpredmetno zasnovano, torej poteka tako med glasbenimi dejavnostmi, športnimi dejavnostmi, gospodinjstvom in pa poukom geografije in pa zgodovine, pa tudi na razredni stopnji, kjer se malčki predstavljajo, skratka med vsemi predmeti, torej res bogato medpredmetno sodelovanje. Izvedba sklepnega dela projekta Velike evropske vasi na Linhartovem trgu v Radovljici je zadnjih 5 let v rokah osnovne šole Antona Tomaža Linharta. Priprave so potekale od meseca marca, takrat smo poklicali na sestanek vse šole in na tem sestanku smo potem tudi vsaka šola izžrebala države, ki jih danes predstavljajo. No, nažalost pa se je zgodilo, da nam je Žirovniška šola že potem, ko smo izvedli sestanek, odpovedala, tako da nažalost 3 držav danes tukaj ni predstavljenih. Predstavitve evropskih držav na stojnicah si je z zanimanjem ogledal tudi blejski župan Janez Fajfar. Tudi vi ste se udeležili tukaj prireditve ob dnevu Evrope? Z velikim veseljem, ker je to tudi naše najlepše prizorišče, Star trg v Radovljici, in lepo, da se vse dele šole našega konca Gorenjske tukaj dobijo in da pokažemo, da smo odprti svetu in da se rad učimo in spoznavamo druge dežele. Super se mi zdi to. Evropsko vas je na odru spremljal živahen program, na katerem so mladi glasbeniki, pevci in plesalci predstavili kulturno izročilo članice Evropske unije. Učenci pa so lahko svoje poznavanje držav preverili tudi v kvizu. Mislim, da so si otroci kar dobro ogledali te stojnice in so tudi odgovarjali kar zelo dobro. Mislim pa, da so tudi šole predstavile države res s tistimi značilnostmi, tako da otrokom ni bilo težko razbrati tiste najpomembnejše značilnosti. In za pravilne odgovore so otroci dobili tudi posebne nagrade? Ja, te nagrade so bile sladke nagrade iz slaščičarne Vidic, sladoled oziroma tortice, in pa turistično društvo je pa podarilo majice. Predstavitvam posameznih držav se vsako leto pridruži tudi knjižnica Antona Tomaža Linharta iz Radovljice, ki želi mladim prikazati Evropsko unijo v celoti. Vsako leto potegnemo neko rdečo nit. Letos je ta rdeča nit košarica Rdeče kapice. Vsi vemo, kaj ima rdeča kapica v slovenski košarici, torej potico in vino. Verjetno pa malo kdo ve, da je v Belgiji v košarici zelenavna pita sol in popor, ali v Grčiji jagodova torta. Na angleškem je v košarici Rdeče kapice ribezov sok, pa še in še bi lahko naštevali. Skratka, v mesecu maju imamo razstavo v knjižnici v Radovljici, kjer prikazujemo vse države Evropske unije, njihove značilnosti, predvsem pa kaj imajo rdeče kapice v košarici. Vse leto pa so seveda knjige, kjer smo prebrali, kaj je v košarici, tudi na razpolago v knjižnici.